Relativno redko vidimo toplotni udar v svoji najhujši obliki. Definitivno pa opažamo, da to vroče podnebje, to vroče vreme z visokimi temperaturami, z visoko vlažnostjo negativno vpliva predvsem na starejše. Ker ti starejši pa zaradi svojih pridruženih bolezni imajo seveda manjšo rezervo, mnogi od njih imajo standardno predpisano, da ne smejo zaužiti preveč tekočine in zaradi tega ob teh vročih temperaturah velikokrat pride do nesorazmerja med vnosom in pa po drugi strani treba je priznati, mnogo kje je tudi verjetno prisotna socialna komponenta, ljudje si pač enostavno ne morejo privoščiti klime, zaradi tega apeliram na vse, da predvsem pazimo na udobje, počutje in varnost najbolj ranljivih. Je potrebno paziti, da je vnos tekočin zadosten. Absolutno se pa izogibajmo alkoholu, pa tudi gaziranim pijačam, ki ne prinašajo ničesar razen praznih kalorij in škodljivosti zdravju. Bodimo pozorni predvsem na postopanje, ležanje ali zastavljanje recimo v avtomobilih, ker temperatura lahko naraste izredno hitro ali v drugih manjših neprezračenih prostorih. Tam pa lahko do toplotnega udara pride relativno hitro. In tretja skupina so pa verjetno delavci, aktivna populacija, ki naj se pa v teh najvišjih temperaturah čim bolj izogne direktnemu delu na soncu oziroma naj se malo lažja opravila dogajajo preferentno v senci, če je to seveda le možno.